Z gradbišča novega zapora v ljubljanskih Dobrunjah je pobegnil zapornik 38-letni Asmir Sulejmanović, ki prestaja 16-letno zaporno kazen zaradi umora nekdanjega policista. Sulejmanović je pobegnil včeraj med delom na gradbišču novega zapora, kjer je skupaj z drugimi zaporniki montiral lesene klopi. Inštruktorja je prosil za odhod na stranišče, a se od tam ni vrnil. Nika Konaver. Od pobega je minilo že več kot 24 ur, a je šele danes popoldne pred kamere stopil direktor ljubljanskega zapora. Lahko rečemo, da gre za obsojenca, ki prestaja daljšo zaporno kazen zaradi različnih kaznivih dejanj. Četudi je bil že pred tem obsojen za kar 10 kaznivih dejanj, je javnost 38-letnega Asmirja Sulejmanovića spoznala leta 2016, ko je ubil upokojenega policista Branka Bajdeta. Ubil ga je tako, da je čezenj zapeljal s traktorjem, ga nato privezal na verigo in zvlekel v jarek. V času uboja je bil Sulejmanović na pogojnem izpustu. Zdaj je bil 9 let ponovno v zaporu, najprej v Celjskem, nato je prišel v Ljubljanskega. Ker je bil ocenjen kot varnostno manj rizičen, je iz zapora Celje prišel v zapor Ljubljana sam. Prav tako je pri nas že koristil zunajzavodske ugodnosti v obliki obiska zunaj zavoda in se v decembru tudi sam udeležil 2 namenskih izhodov, spravi urejal neke osebne zadeve izven zavoda brez spremstva pravosodnih policistov. Zlorabil je torej dano zaupanje, ugotavljajo v vodstvu zapora. Sulejmanović je bil sicer zaposlen v okviru javno-gospodarskega zavoda zapora kot mizar. Delal je v mizarski delavnici pod nadzorom inštruktorja. Včeraj so montirali lesene klopi v novem zaporu, ki se gradi v Dobrunjah. V bistvu lahko potrdimo, da je delo opravljal tako v torek kot včeraj. Včeraj je pač v nekem momentu prosil za dovoljenje, če lahko odide na stranišče, in po 10 minutah, ko se ni vrnil, je v bistvu inštruktor ugotovil, da ga ni, opravili so pregled delovišča in tam ga več ni bilo. Zapornika zdaj išče policija. Iskan je visok 190 cm, oblečen v črna oblačila, pokrit s črno kapo s šiltom. Vsi, ki bi imeli o njem informacije, pa lahko pokličejo na 113 ali anonimni telefon 0800 1200.